Dajmo začeti z veliko nočjo, ki je tudi letos potekala malce drugače, kot smo je vajeni. Ok, zmer smo še lahko doma bili, se basali s pirhi, šunko, smo pa zaradi omejitev morali preskočiti žegen in polnjenje nabirke, kar je res škoda, predvsem za cerkev. A da duhovščini tudi v teh časih ne manjka poslovne žilice, dokazuje grosupeljski duhovnik, ki je za vrhunec cerkvene sezone razvil inovativen poslovni model. Ideje zanj pa mu ni dal Bog. Pač pa? McDonald's mi je dal to idejo. Ker na tak način saj lahko upravim nek del, lahko nekaj naredim. V imenu Očeta in Sina in Svetega, amen. Da blagoslovi Gospod te dobre ljudi in velikonočne jedi. Oči vas ne varajo. Grosupeljski duhovnik je res uvedel drive-in blagoslov. Odziv strank je bil neverjetno velik, pa čeprav gre za edini drive-in, kjer moraš prinesti svojo hrano, pa plačati, da jo lahko odpelješ nazaj domov. A tudi to naj bi se kmalu spremenil, saj podjetni župnik neuradno že razmišlja, da bi lahko do naslednje velike noči jedi pri njem tudi naročali. Poleg standardnih menijev mekšunka, mekpirhi in mekhren bi naj bil na voljo tudi posebni all-inclusive meni Meknebesa, zraven katerega bodo prišle še zbirateljske sličice za album Kraljestvo Boga. Če zbereš vse, te čaka izlet na Brezje. Če že ne v nebesa. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.